Zadlog 12. augusta. Zadolžani se strinjajo, da je suša iz dneva v dan večja, kljub temu pa so na to avgusta se nedeljo na stolpu Špičastega vrha takole plapolali zastavi. Točno v 10. so svoj zadnji od 4 nastopov začeli kolesari, ki so se podali na Špičast vrh. Organizatorji smo na to pohiteli do cilja, kamor je prvi prišel Borut Rudolf. Prišel je v dobrih 26 minutah. Drugi je bil Blaž Govekar, sicer aktualni državni prvak v U15. Tretje pa sta, zanimivo, na ciljno črto hkrati prestopila Karlo Rudolf in Štefan HB. Skozi ves dan je Špičasti vrh obiskalo veliko pohodnikov mlajših in starejših v družbi prijateljev in družine. Mineralna voda z okusom jabolčnika. Je na vprašanje, kaj pohodnika najbolj odžeje, odgovoril kelner v dopoldanskih urah Mitja Rupnik. Sedaj pa se preselimo na vrh Špičastega vrha, kjer so takole plapolale zastave. Sedaj pa smo že spodaj v Zadlogu, kjer bo sledila razglasitev rezultatov. Besedo ima Rajko Govekar. Tako da zdaj bi pa kar pričeli s podelitvijo današnje tekme. Upam, da ste vsi tukaj. Drugo mesto HB Štefan. Tretje mesto je zasedel Čuk Žiga, Sloga Idrija. Štefan se je v 14 dneh predal. Iz klub Bomba je zdaj klub HB Novice. Prvo mesto Govekar Blaž, MBK Orbeja. Poglejmo kategorijo amaterjev. Sam 2. Drugo mesto Rupnik Luka, Trma. In prvo mesto Rudolf Karlo, klub HB Novice. Tudi on se je predal od zadnje tekme do zdaj. Ja, tako, medijske hiše zgleda, da ima še dosti znara, ko kupuje kolesarje. Danes Borut žal ni popravil rekorda. Malo se je nam zakomplicirali tem tedno, ko so eno pot pač gor malo popravljali, tako da pa naslednje leto. To je kategorija Masters 1, drugo mesto je zasedel Poljanec Dejan iz Sloge Idrije, tretje pa Klemenčič Gregor iz RŽS Idrija. Pa jaz upam, da ste si pogledali skupne rezultate, pritožb ni bilo, tako da bomo kar začeli. Skupno Rupnik Žan, Trma. To je kategorija do U9, drugo mesto je zasedel Svetličič Jošt, prvo mesto pa Smrdel Miha. Na posnetku so dečki U11 plus U13. Prvo mesto Govekar Matevš, drugo mesto Svetličič Peter in tretje mesto Lahajner Matej. In prvo mesto Govekar Blaž, MBK Orbeja GX. Drugo mesto v kategorijo mladinci je zasedel Tratnik Bajc Miha, tretje mesto pa HB Štefan. Edina ženska, ki je bila kos izpolnjena Špičast vrh, pa je bila Rupnik Janja. Spremljate kategorijo amaterji. Na posnetku je Karlo Rudolf, ki je bil drugi. Prvo mesto pa je zasedel Prvo mesto Rupnik Luka, Trma. Pazite to rokovanje. Odlično. In prvo mesto Rudolf Borut, Orbeja GX. Drugo mesto Grošelj Aleš in tretje mesto Poljanec Dejan. No, tako kot smo obljubili, tisti, ko bo postavil rekord proge, bo dobil tudi posebno nagrado. Prvo mesto Česnik Danilo, Orbeja GX. Drugo mesto v kategoriji Masters 2 Škvarča Srečko in tretje Gantar Jure. Ja,
ob tej priliki bi prav lepo pozdravljal vse kolesarje. Kot društvo Trmasa smo odločili na pobudo Rajkota, da gremo v ta projekt. Mislim, da je ta projekt hudo dobro uspel. Prijel se je ta, da smo uspeli nekako homologirati progo, upeljali smo vse skupaj, tako da jaz verjamem, da s pomočjo vseh teh entuzijastov in s pomočjo vseh, kar se tiče ostalih dejavnosti, zdaj bomo šli tudi naslednje leto. Tako jaz bi lepo vas pozdravil in vas vamo že zdaj za naslednje leto. Lep pozdrav. To so bile besede predsednika Trme Jošta Rupnika. Po razglasitvi rezultatov pa je sledila dama. Tu je igra podobna šahu. Terezija, jaz sta Matej Jošt mlajši, Matej Bjele. Jaz sem Bjele. Gledamo kako. Rupnik Ambrož Bjele, Fredi Črne. No, zdaj ste videli kako so se razdelili po parih. Seveda najprej rokovanje, nato pa udarec v uro. Nekaterim figurice hitreje tečejo, drugim pa počasneje. Veliko počasneje. Najbolj počasneje. Še bolj kot najbolj počasneje. In premij. V nadaljevanju večernega programa so najprej nastopili domači godci, nato pa je sledil še turnir v namiznem nogometu, kjer se je prijavilo preko 12 ekip. Poglejmo razglasitve. V prvem turnirju v namiznem nogometu je dosegla ekipa Psa in tu sta bila pa Dejan Pivk in pa Nejc Rudolf. En aplavz, prosim. Drugo mesto sta dosegla ekipa, mislim, je dosegla ekipa XXX v postavi Anže Rupnik in pa Matevž Kosmač. In prvo mesto je dosegla ekipa Kastrol v postavi Lukaš Gavec in Tadej Menegati. Ja, vi dosti hodite okrog trenirati pa tekmovati. Kako se vam zdi ta proga? Fajn proga je, fajn. Taka, da ni tisti tipičen spon, da je malo krosa, ne. Tako da je fajn trasa. Vam je tako boljš, ko ne vem kakšne ravnine? Ja, seveda je boljš je taka, tako da je malo bolj podobno krosu, ne. Mi, ko smo bili iz cross countryja, ko nismo tipični uphilleri. Pa ste pač pričakovali boljši rezultat? Glede na prejšnje tekme? Ne. Kaj dole en del je proge tako razrita, ne, in sem tam veliko zgubil danes. Tam skoraj minuto zgubil danes, drugače bi pa lahko šel tudi rekord danes. Pač glede na to, da si bil včeraj na tej mednarodni Alfa Adria tekmi, ne, prvi, je bilo danes kaj težje jeti sem gor? Ja, tu sigurno. Koliko težje? Ma niti ne, no, ko se obnavljajo moči. Aha. Pa zdaj ste tudi kaj šparaš za Evropsko prvenstvo? Ja, ta teden sem šparal še, nisem več treniral, pa tudi tekme sem vozil bolj počas, kot ponovadi. Koliko pa sicer treniraš? Ja, odvisen, na dan, na primer, 6-krat na teden. Koliko kilometrov? No, 2 ure na dan.